Vsemogočnemu Bogu in blagodatni sestre, priznamo, da se bliži istini beseda dejanja, mnogo dobrega opustil in slavega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Spiriterico Marijo, vse anje in svetnike in tudi vas, prosite, da nam bogate bližnjega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, na naše grehe in nas privede v večno življenje. Beseda iz knjige preroka Mihaja. To govori Gospod.
v Izraelu. Njegovi izbiri so od nekdaj davnih ljudi. Zato bo Gospod predal ljudstvo oblast drugih časa, ko bo porodnica rodila. Nato se bo ostale njegovih bratov vrnil z Izraelovim sinovom. Trdno postal in pasel sredo s Gospodovo močjo, veličastvom imena Gospoda svojega Boga. Vsi bodo varno prebivali, kajti on bo zdaj velik do konca zemlje in v tem bo mir. Božja beseda. In te se darujejo
Zatem je rekel, glej, prihaja, da izpolni tvojo voljo. Torbo, ko me je odpravila, da se postavil v tej volji evaristijo telesa Isusa Kristusa, posvečeni enkrat za vse. To je Božja volja. Tiste dni je Marija vstala in se v mlačnici odpravila v gore, v mesto na Judove. Stopila je za Marijevo hišo in pozdravila Elizabeta. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je vete veselilo srčno in na telesu. Elizabeta je polna svetega duha, na ves glas vzkliknila in rekla: Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen star svojega telesa. Gospod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda. Glej, ko je prišel glas svojega pozdrava za mojih teles, se je leta v mojem telesu z veseljem prebilo. Blago je verovala, da se bo izpolnilo, kar je povedal Gospod. Poslušali smo Kristusa v glavni. Korenina Jezera. Tako začinjamo danes razmišljanje. Tu se glasi odpev, ki moja duša priličuje Gospoda, odpev, ki ga molimo v molitvah tako imenovane molitvenemu poslužju in se imenujejo antifone. To so antifone, to je odpev srmenja. In včeraj smo slišali besede, o Gospod in voditelj Izraelove hiše. Na Izraelovo hišo smo mislili, zato tudi na dom, kakšen odnos, kako poskrbimo na doma, kakšni so oči in mame, zato je to tudi naloga, pomagamo očetu in mami. Danes ponavljam ponovno, še se glasi to korenina Jezera. Tako več besed povežemo med seboj, rečemo, to je besedo sintagma, ko pride več besed skupaj, ima potem čisto nekdo pomen, ki se ga zapomnimo. In spomnim se, da je ravno voditelj v našem avtobusu, ko smo bili soboto na romanju, toliko tega vedel, ampak vprašal je takoj, kaj pa to pomeni korenina Jezera? Kdo je to Jezer? No, in on je to povedal, in kar nekako mu obžaloval, da ni mogel tega vedeti. Vsi misli, ki so tukaj
In daleč je korenina Jeseva, ampak ni samo daleč. Tudi Jezus Kristus je Jeseva korenina. In danes bomo zato dve zgodbe slišali. Najprej o tem, kako lahko tudi tisti, ki ste mladi, ali tisti, ki ste nas, kako pogajamo iz starih korenin. Občutimo ljudi pred nami kot mogočna dreveca in zdaj ne bi bilo iz tega dreveca poznalo tudi novo drevo. In kako pomembno je, da imamo močne korenine in da svoje korenine poznamo. In potem je še ena zgodba, ko bomo mislili, kako je Marija pomembna kot Jezusova mati, za Jezusem, za vse nas. In mislili bomo, kako je do takega Jezusa pomembna naša lastna mati. No, zdaj pa kar te zgodba. In kar te odpel, ponovimo ponovno, ker zapomnili se bomo korenina Jeseva. To so besede, ki smo jih seboj povezali in imajo velik pomen, ki se ga bomo sledati vedno predstavljali, se ga bomo razmerili zapomnili. Od korenina Jeseva, ki si oznamenje ljudstva in bodo pred seboj mnogi te kralji in te narode ljudi, priti in nas rešiti, nikar več ne odnaša. Tako smo predvali na Jezusa, da se čutili. Sedaj pa, prva zgodba. Pri nas doma smo imeli ogromno liko. Stara je za več kot 100 let, ker je stara komaj 3 metre od hiše, so njene stare reje padale na sliko. Nekega dne se je mama odločila, da je treba liko odneti in zgodilo se je. Ko sem se vrnil domov na počitnice, lipe ni bilo več. Že odaleč se mi je zdelo, da tukaj ni več ni dom. Tako prazno, tako pusto je bilo tam, ker smo tolikokrat v napornem delu sedeli v senci in se pogovarjali. Najlepše potolito so bile nedelje, poleti smo do povdanski maši vsega prosili. Von lepega svetja, mogočna prošnja, zbrana družina. To je dejalo poseben čas domačnosti, verjetnosti, varnosti, vine in poguma za življenje. Kot da je svetega konec. Toda svet. Iz korenin je pognala zatika in nekaj letih je tu spet stala mladostna ljuba. Spet se je vrnila domačnost, povezanost, pogum življenja. Kolikokrat nam življenje postane oklesti polovo, takšno življenje posekala je. Toda, če se spet zavemo svojih korenin, svojega izvora, svoje pomembnosti, tako znova poženemo na novo, pozadenimo, začutimo dan vsak. No, ne se spomnimo. Pomembno je znati tudi, da tako. Znovo osvetimo naše lastne družine, našega naroda in seveda in tako, da vedno znova zagotovi, kako se poravnavati, katera, kako obnoviti tisto mogočno drevo vernosti naših prednikov, da bomo tudi mi kot naučil preživeli vero in skupino. Torej, pomislimo, da izraelskemu narodu, skoraj poslušenju in označenju, je Bog dal nov podatek, mogočnega sam. Zakaril sem je zaveti preroka Janeza Krstnika. Vsem nam za svojega sina Jezusa. Zato danes slikamo. On korenina Jeseva, ki si jo znamenje ljudstvom in bodo pred seboj pomogli kralji in se narodi ljudi, pridi in nas rešiti, nikar več ne odlašaj. Zdaj, druga zgodba. Mati in žila več. Že odkrstva je nekaj nekaj Poljsko to slišal. Nekega dne je vrnil v domovni šole pismo. Staršem so predlagali, naj otroka vzame
Tedaj so namreč spoznali, kdo in kaj je pisal. Tom je bil namreč tisti, ki je iznašel električno žarnico. In ne samo to, iznašel tudi film in gramofon. Koliko milijonov žarnic ljudi bi se gramofonskih plošč vrtili z njegovim podpisom Thomas Edison. Med drugim je zapisal tudi tole. Moja mama je naredila iz mene to, kar sem. In sleba, naloga, korenit svojih se zavedajmo in slike poželjamo. To so potomci, morda velikrat da malo vprašamo doma v svojih koreninah. Kje morda očke doma, kakšne kraj znamica, dedek znamica, ker zadnjiška, ne vadi te malo takih smrda, morda poduši pradjenica. Spomnimo odjetno navado, naj že vprašati, kje so hodili doma, odkot. Včasih se bilo držuje, da se zgodi, da kakšen vnuk svojega dedka ve, kje je njegov dedek bil doma. Včasih kakšen vnuk svojega dedka, vnukinja, ve, kako je dedku nazvati v ime. To je prav, da vedno znova tudi na ta način znavljamo svoje in potrebujemo svoje korenine in tudi danes boste to gledali. Tako da ste videli, kakšne lepe, močne korenine imamo vsaki izmed vas. Izpovejmo. Verujem enega Boga,